Gledate oddajo Klepet ob kavi. Sladkega, sladkari, ker s tem se mi crklamo, ne? Jaz sama sem emotional eater, se pravi čustva, vem, da si rada s kakšno čokoladico pobožam, ne? Pripravite si pisalo. Danes boste izvedeli, kako na te težave gledajo tisočletja stare tradicionalne znanosti, s katerimi organi je vse to povezano, kakšni so resnični vzroki, tako telesni kot psihosomatski, in tudi kaj pravi stara ljudska modrost. Pa katera hrana to stanje še poslabša, katera pomaga, katere napitke, zelišča in druge domače pripravke uživati, pa katere dopolnila se tukaj priporočajo in katere navade vključiti vsak dan. Vse tisto, kar pomaga, podpira in to na celostni, naravni način. Ampak, ko najde svoje ugodno okolje, se tam zasidra in naredi hife. To je gljiva. Tako kot gobe zunaj. Se pravi, raste. Raste, zasidra se in pol je zelo težko dobiti stran. In tam pol še bolj agresivno ustvarja tisto svoje okolje, izločke ven in spremeniti tkivo, tako kot njej paše. In to so pol lahko zelo hude poškodbe. Tako da nikoli ne smemo dovoliti, da gremo tako daleč. In ker smo pod stresom, pa zaskrbljeni za to, kaj bo jutri, kako bomo plačali kredit ali pa kako bomo sfinancirali šolanje svojih otrok, so to še dodatne skrbi, ki nam jemljejo moč, njej pa jo dajejo. Torej, spet obremenijo vranico, pa smo spet v začaranem krogu pravzaprav. Zato se moramo zavedati, s kakim bitjem imamo opravka in moramo vedeti, da želimo hraniti sebe, svojo dobrobit in da za taka bitja ni dovolj prostora v našem telesu. Jelena, kakšno pivce za živce, zdaj jaz sama nikoli nisem pila piva, ampak slišim pa, da predvsem nefiltrirana piva zdaj radi pijejo tako ženske kot moški, ne? Je to pravzaprav plus za vse te glivice, ki so v nastajanju in se razraščajo? Ja, obožujejo pivo, ja. Okay. Problem je v bistvu v tem postopku, kako nastaja pivo. Kot sem rekla, v vseh teh fermentacijah je težava. Tu tradicionalne vede vedno odsvetujejo, čeprav svetujejo generalno nekatere fermentirana živila, ampak v tem primeru, ko je kandida ali kakšna druga glivična okužba, obvezno vse fermentirano gre stran. Problem je tudi tale slad, ki ga uporabljajo, tudi ječmenov slad, ki ga uporabljajo pri fermentaciji, ta pospeši dodatno razraščanje glivic in pri vsaki fermentaciji so prisotne glivice in to hrani dodatno. Ampak jaz poznam moške, ki rečejo, pa ne, pa se to je pa v redu, jaz ne Veliko pijem B-vitaminov, filtriranega, se ne pijem filtriranega, pa veliko ima B-vitaminov, pa to, ne? Naravno, ja, ne. Ali pa ženske mi rečejo, da želijo, da jim prsi zrastejo. Ja, take. Pa človek sodoben najde vedno kakšen izgovor, da si ustvari en užitek, ampak to je čisto začasna zadeva, se pravi, stvari so bolj komplicirane. Evo ga, takole, že smo se dotaknili hrane, zdaj smo že pri navadah, torej pivo bomo dali ven, ne? Ja, tako je. Pivo, veš, ljudje, ki pijajo veliko piva, imajo pol pivski trebušček, ravno zaradi tega, zaradi plinov, ki se tvorijo, ker to čisto poruši ravnovesje bakterij v našem črevesju in dejansko se potem, pač imajo pivski trebušček in takoj, ko nehajo, poznam nekaj ljudi, ki so zaradi drugih zdravstvenih razlogov morali nehati piti alkohol, seveda ta prvo je letelo pivo ven, v enem mesecu je tisti človek bil spremenjen, v 3 mesecih ga nisem več prepoznala. Ne samo, da je trebušček zginil, ampak tudi cela zabuhlost telesa je izginila, obraza in glas se mu je spremenil. Tako da res alkohol in pa te pivo, recimo, to res ni primerno. Tako da tudi pri hrani pazimo. Takrat je res trenutek za zeleno listnato zelenjavo, pozimi jo malo bolj kuhamo, dušimo, poleti lahko tudi kaj surovega in s tem hranimo svoje bakterije in odvzamemo. Govorili smo prej, omenili smo recimo glivice na nohtih, na rokah in tako naprej. Obstaja 1001 recept, kako pa iz soda bikarbono, pa iz meto, pa iz kisom in pa ne vem kaj še vse, pa origanovo olje. Ali je to vse kaplja v morje?
glede na to, kaj je treba narediti, verjetno konkretne spremembe v prehrani? Ja, v bistvu je to sestavni del, to je en delček celotne terapije, ki jo mi izvajamo. To Ni pa dovolj. Ni dovolj, absolutno ni dovolj. Kot je gospa rekla, v bistvu je dejansko tako, da moramo notranje zdraviti težave, ker to, ko se pojavi že od zunaj, to pomeni, da je znotraj nas že nastala konkretna sprememba. In v bistvu stvar v tem, da mi si lahko pomagamo tudi zunanje, da si pozdravimo, dodamo, ne vem, vzajemo kokosov maščobo, potem tudi lahko zmešamo probiotike in potem se s tem namažemo, lahko tudi vaginalno, v smislu, če tam imamo kakšno vaginalno okužbo na enak način. Lahko, ne vem, delamo tudi te sedeče kupeli, sodo bikarbono, če imamo vaginalno vnetje, dodamo origanovo olje eterično, tudi v kokosovo maščobo, lahko je, ne vem, eterično olje čajevca, vse to nekako malo pomaga. Ampak se pravi, glavna stvar je v bistvu, da mi res spremenimo in prehrano, ampak tudi recimo, da se podpremo na tej psihični ravni, ker kandida res telo zelo močno poškoduje v tem nevrološkem smislu. Tako da zaradi tega tudi nastanejo psihične težave, tudi motnje različnega tega tipa, zaradi tega tudi nevrološke bolezni, ki jih nekako s tem lahko povežemo. So različne rastline, ki pomagajo. Jaz vedno tudi svetujem gurmar, zaradi tega, ker resnično spremeni kandido v normalno obliko, zmanjša željo po sladkem, ful dobra ajurvedska rastlina. Ampak dobro je, da tudi pojemo dosti probiotikov, ker probiotiki so ključni, ker je v tem trenutku, ko imamo mi razbohoteno kandido, iglivice, imamo premalo koristnih bakterij. To je zagotovo. Ker kot sem rekla, res se tepejo med sabo za to, da dobijo čim več hranilnih snovi in potem, če glivice prevladajo, potem se res začnejo razmnoževati. Brala sem, da dejansko, mislim, meni osebno je to strašljivo, dobesedno, ker imam občutek, da berem neke paranormalne pojave, eksorcizem, obsedenosti, da dejansko je lahko človek agresiven in popadljiv in živčen, nervozen. In da to sploh ni on, ampak da so to glivice in slabe bakterije. A je to res? Ja, One res je. požrejo vso hrano, ki je Tako je. namenjena možganov in razvoju živčevja. Res je. Vse, kar je tistih tudi dobrih sladkorjev, olja, vse, kar smo namenili vitaminov, kar smo namenili razvoju svojih možgan, živčevju, to popapa kandida. Nam pa da, ker je vesela te hrane, nam pa da tiste svoje izločke. In potem še slabše. 10-odstotni človek je knjiga, ki dejansko govori tudi o tem, da pa se pravzaprav imamo mi neprimerljivo več bakterij kot celic. Res je. Se pravi, smo bolj bakterija kot človek. Na dveh nogah, ja. Ja, res je. Ojoj. Samo so manjše so po svoji velikosti, ampak dejansko jih je več in zaradi tega to ravnovesje, ta simbioza mora obstajati. Če tega ni, ampak danes se zavedamo, kako živimo, smo res odmaknjeni od naravnih principov življenja in to nas res stane. In zaradi tega imamo toliko težav, smo hitro zastrupljeni, poruši se to ravnovesje, ni dobre komunikacije celiče, nismo dosti nahranjeni, prebava ne deluje optimalno, absorpcije ni dovolj. Tukaj se začnejo stvari in zaradi tega gremo od osnove. Poštimamo prehrano in tukaj predvsem jaz poudarjam, da je treba res dati stran vse, kar je problematično, ne samo sladkorji, ker ni res, da se kandida hrani samo od sladkorja, tudi vso ostalo hrano ona popapa. Tako da v bistvu tudi te diete, ki jih ponavadi svetujejo, recimo, da greš, ne vem, na bioresonanco, pa ti vedno najdejo nekako, da imaš težave s kandido, takrat ti svetujejo, ne vem, ogromno zelenjave, pa ogromno beljakovin ti svetujejo. To pa avtomatično pomeni, da tudi če preveč beljakovin poješ, takrat boš ustvarjal bolj kislo okolje, ker so to kisli produkti v telesu. Torej stran živalski izdelki. Tako, jaz osebno, ko jaz svetujem dieto, jaz sem tudi sestavila dieto, ki je čisto popolnoma rastlinskega tipa in funkcionira v praksi, ampak točno moramo vedeti, kaj, kako, na kakšen način to užijamo. To ne pomeni procesirane ogljikovi hidrati. Več torej na klepetobkavi.si, vse to, kar zdaj Jelena pripravila, vam je krasno in čudovito, pa seveda tudi Marija. Ko sem bila v Kaliforniji, sem spoznala nekoga, ki je imel precej težave z schizofrenijo, pa nekaj časa z bipolarno motnjo in tako naprej. In mi je razlagal, kako so zahtevali od njega kakec, ki so ga potem pregledali in dejansko je psihiater v Kaliforniji njega zdravil s probiotiki. Tako je. Ja? To sem tudi jaz velikokrat slišala. Probiotiki, potem prehranski dodatki v obliki vitaminov in mineralov. To je spet razkisanje. Ja. Tako
tako tudi pomagajo otrokom s temi motnjami avtizma. Tako je, res je, ja. In vse sorte tem psihičnimi motnjami zelo pomagajo na ta način, jim izboljšajo stanje. Nekateri se lahko celo vrnejo v šolo. V glavnem, to je čisto neverjetno. V zadnjih 20 letih so to izsledki. Pa hiperaktivnost, recimo, tudi pri otrocih. Hiperaktivnost je zelo stvar. Ker moramo vedeti, da nekateri izločki, ki jih kandida spušča v naše telo, so zelo hudi nevrotoksini. Tako je. In to kar pozabimo, ne? Mi samo slišimo besedo toksin, to je nekaj strupenega, ne vemo pa, kako to deluje. Dejansko so to živčni strupi. In res jo je treba omejiti na njeno mesto. Torej, ne bo šlo samo z nekim prehranskim dopolnilom, ne bo šlo samo, da boste spili kakšen kozarec kaj zelenega, ali pa, ne vem, se namazali s čim. Treba je torej vse. Torej, spremeniti prehrano ali bolj alkalno, ne? V bistvu tudi delati na čiščenju telesa, se pravi, da se odstranijo tisti strupi, nahrani telo s pravo hrano, nič tudi tega posebej mleka, tudi mlečnih izdelkov, tudi recimo glutenska žita so tudi problematična, vse, kar je fermentirano, alkohol, tudi recimo ogromno živil živalskega izvora, ker so ustvarjali bolj kislo okolje, gobe so tudi lahko problem, ker res je ta trigger. Tudi, če ni recimo prisotna fermentacija, lahko nekaj, kar vsebuje te posebne snovi, ki jih itak najdemo v samih glivah, tako da glivicah v bistvu dejansko tudi stimulirajo razraščanje tisti, ki so v našem telesu. Pazite, tu treba, da tudi znižamo ta raven stresa, da se res na pravi način tudi regeneriramo. Več zraka verjetno. Čokolada je tudi problem. To marsikdo tega ne ve, ampak dejansko čokolada ne nastaja kar tako, vzamemo, ne vem, zrno kakao, potem zmeljemo pa takole. Nastaja procesom fermentacije. Kakaovo zrno se fermentira s pomočjo glivic in potem nastane čokolada. V bistvu iz tega se pol uporablja za nastanek. Tako da tudi v tem primeru se je treba tudi izogibati čokoladi, če želimo rešiti tudi težave z glivicami. In tale trenutek so vse gledalke predstavile, vzele so daljinc, pa so rekle, tale Jelena o nam govorila, da ne smemo čokolado jesti. Pa kaj si pa misli, da je? Evo jo. Začasno, rečemo začasno. Dobro, začasno. Obstajajo tudi bolj zdrave oblike, ne? Recimo sama pri sebi sem to rešila z 6 datli na dan. Datlji so res sladki, ampak jim vsebujejo ogromno mineralov. In zato je to tako popolno sladilo. Jaz tudi marmelado delam z dateljni, pa jih dam za samo 1/4 količine predpisanega sladkorja, pa dobim glih tako sladko marmelado, ker ta nekako ojača sladek okus, zato so tako fajn in nas res zadovoljijo popolnoma. Potem pač delamo lahko tudi kompote iz suhega sadja, ki smo ga posušili jeseni, ampak zdaj smo prestrašili ljudi. Aha, v redu. Mogoče pa je za začetek treba realno pogledati vse tiste simptome, koliko so prisotni pri nas. Je v bistvu takole. Treba vedeti, kje smo, v kateri smo fazi. Vedno je to pri teh neravnovesjih. Se pravi, smo disciplinirali nekaj časa, dokler ne pridemo v ravnovesje, pa potem sem pa tja, če pojemo kakšno stvar, ki ni najbolj optimalna, ni tak problem. Ampak dokler je ta akutna faza ali če je tudi kronična faza, moramo nekaj narediti, ene malo večje spremembe in to je mogoče marsikoga strah, ampak ko vidi na začetku, da že po tednu, 2 tednih so tako dobri rezultati, da je energija boljša, da dobi motivacijo, ne? Dobimo motivacijo, seveda. Kaj pa antibiotiki? Problem, ogromen, ja. Res, to je dejansko to, kar sem tudi prej rekla. Vse, kar uničuje naše bakterije, daje prednost glivicam. In pač tako je tudi pri antibiotikih. Res dejansko uničijo dobro mikrobioto. Ampak, Marija, antibiotiki so danes v hrani, v vodi? Ja, to je tudi velik problem, še posebej v živilih živalskega izvora. Vedno najdemo tudi antibiotike in pa hormone. To je čeprav v sledovih, ampak če to uživamo vsak dan, se to kopiči, ne gre tako hitro ven. In pa že tista majhna količina poruši ravnovesje bakterij v črevesju. Tako da že zaradi tega bi bilo bolj smotrno uživati hrano rastlinskega izvora in se izogniti hrani živalskega izvora. In pa tudi rastlinska hrana vsebuje manj konzervansov. Tako da konzervansi so torej na kakšen način povezani? Konzervansi v živilih, v konzervirani hrani preprečijo razvoj bakterij.
In se pravi, če preprečijo v tisti konzervi ali pa v, ne vem, klobasi, potem isto delajo tudi v našem telesu. Omejijo tudi naše bakterije v črevesju. In seveda, ker glivice niso občutljive na te konzervanse, jim dajo življenjski prostor. Tako da se moramo zavedati, moramo dobro vedeti, kaj jemo in kaj ta hrana počne v telesu. Če vendarle antibiotiki, če jih vendarle moramo uživati zaradi takih in drugačnih razlogov, kdaj bi bil potem primeren čas, na kakšen način lahko mi to lahko to popravimo, ker jaz sem prisluhnila eni primerjavi, da antibiotik je kot atomska bomba, dejansko vse poruši. Za nekoga, recimo, ki ne bo spreminjal svoje prehrane, ampak bo nadaljeval po starem, tudi po antibiotični kuri so včasih nepopravljiva škoda nastane, oziroma lahko se vse na eni točki regenerira, ampak načeloma to lahko pelje v hudo bolezensko stanje. Ravno iz tega razloga, ker če ni optimalnega tega ravnovesja med koristnimi bakterijami, tistimi, ki so mogoče škodljive, paraziti in tako dalje, tistimi patogenimi organizmi, takrat res imamo težave in to nekaj časa telo lahko to vzdržuje, to stanje, da nekako preživimo, ampak se bo pokazalo nekje kot kakšna bolezen in nažalost današnja sodobna medicina ne povezuje teh stvari eno z drugim. Kandido priznajo in ne zdravijo s tistimi protikandidnimi tudi tabletami oziroma antimikotiki, takrat, ko je sistemska kandida, ko res zaznajo povsod v telesu, kar je res že alarm se vklopi takrat in velik problem so ravno tisti antimikotiki, ker v bistvu oni pobijo tudi tiste glivice, ki so v telesu, ampak jih ne spravijo stran iz telesa, tudi z vsemi temi odpadnimi snovmi, to pa je tak strup za telo, da je to neverjetno. Tako da moramo delovati res bolj holistično, bolj naravno. Se pravi, več dobrih bakterij za življenje, to so torej probiotiki, se pravi, grem v trgovino in vzamem en jogurt iz police, ga pojem vsak večer en jogurt in bo okej, ne? Ne bo, prvič jogurta ni dober jaz zvečer. Res ne. Drugič pa, to je mnogo premalo. Tam noter je mogoče 1, 2, največ 3 sevi bakterij in pa tam se je zgodila neka fermentacija in to okolje bo prej koristilo kandidi, kot pa jo pregnalo. Ampak recimo včasih sem jaz opazila v trgovini, je bil blizu roka, pa je kar malo napihnil se jogurt. Tega zdaj ni več, ne? Ja, zdaj tako, osebno jogurtov, tistih klasičnih živalskih, jaz ne jem že več kot 8 let, tako da ne vem, kako to izgleda trenutno. Ampak a dobimo dovolj probiotikov? Ne, absolutno ne. Ker na kakšnih jogurtih piše, da so? Ja, piše, da so probiotične, ampak tudi gospa Marija rekla dejansko, da to je tako, to je premalje tam teh kultur, ker če ti hočeš narediti spremembo v telesu, tudi da spet dobiš prave kolonije bakterijske, ki nas varujejo, ti moraš zaužiti ogromne količine bakterij, ker v bistvu ti mogoče nekaj dni tudi ješ ali si začneš kakšno probiotično kuro, ne sme trajati samo nekaj dni, mora trajati malo dlje časa, naj to 1 mesec, 2 meseca, 3 mesece, da se res naselijo tiste kolonije, ker če preveč na eni strani glivic, patogenih organizmov in premalo teh bakterij, enostavno se ne bojo mogle razmnožiti na pravilen način. Torej tisto ravnovesje. Tako je. Evo, še bomo nadaljevali tale pogovor, sicer pa kot zanimivost v dolini Hunza, kjer uživajo več kot 100 vrst različnih zelenjave in sadja in tako naprej, imajo tudi najbolj raznovrstne bakterije, ki so seveda dobre. Zanimivo, kaj ne? Danes govorimo torej o kandidi, o glivicah, o vsem tem, ki je zelo prisotno v naši družbi in zaradi tega, ker se v teh časih zaradi ukrepov, ker so ljudje doma zaprti za 4 stenami, pije še več alkohola, je s tem še več težav. Pa ne samo alkohola, verjetno je zelo veliko tudi sladkega, sladkari, ker s tem se mi crklamo, ne? Jaz sama sem emotional eater, se pravi čustva, vem, da si rada s kakšno čokoladico pobožam, ne? In to ni v redu, ne? Mogoče, ja, je pa pogost način, ne? Poceni terapije, recimo. Če ima nekdo konstantno glivice na nohtih, na nogah, na rokah, oziroma take in drugačne izpuščaje in podobno,
kaj to komunicira naše telo? Kaj govori, kakšen znak je to? To pomeni, da smo zelo zakisani. In pa pomeni tudi, ko gre tako daleč, ne, da imamo glivice na nohtih, na nogah, so verjetno tudi nekje v telesu, ker kandida ni samo neka okroglasta mala tvorbica, malo bitje, ampak ko najde svoje ugodno okolje, se tam zasidra in naredi hife. To je gliva. Tako kot gobe zunaj. Se pravi, raste. Raste, zasidra se in pol je zelo težko dobiti stran. In tam pol še bolj agresivno ustvarja tisto svoje okolje, izločke ven in spremeniti tkivo, tako kot njej paše. In to so pol lahko zelo hude poškodbe. Tako da nikoli ne smemo dovoliti, da gremo tako daleč. In ker smo pod stresom, pa zaskrbljeni za to, kaj bo jutri, kako bomo plačali kredit ali pa kako bomo sfinancirali šolanje svojih otrok, so to še dodatne skrbi, ki nam jemljejo moč, njej pa jo dajejo. Torej, spet obremenijo vranico, pa smo spet v začaranem krogu pravzaprav. Zato se moramo zavedati, s kakim bitjem imamo opravka in moramo vedeti, da želimo hraniti sebe, svojo dobrobit in da za taka bitja ni dovolj prostora v našem telesu. Jelena, kakšno pivce za živce, zdaj jaz sama nikoli nisem pila piva, ampak slišim pa, da predvsem nefiltrirana piva zdaj radi pijejo tako ženske kot moški, ne? Je to pravzaprav plus za vse te glivice, ki so v nastajanju in se razraščajo? Ja, obožujejo pivo, ja. Problem je v bistvu v tem postopku, kako nastaja pivo. Kot sem rekla, v vseh teh fermentacijah je težava. Tu tradicionalne vede vedno odsvetujejo, čeprav svetujejo generalno nekatere fermentirana živila, ampak v tem primeru, ko je kandida ali kakšna druga glivična okužba, obvezno vse fermentirano gre stran. Problem je tudi tale poseben, tale slad, ki ga uporabljajo, tudi ječmenov slad, ki ga uporabljajo pri fermentaciji, ta pospeši dodatno razraščanje glivic in pri vsaki fermentaciji so prisotne glivice in to hrani dodatno. Ampak jaz poznam moške, ki rečejo, pa ne, pa se to je pa v redu, jaz ne Veliko pijem B-vitaminov, filtriranga, se ne pijem filtriranga, pa veliko ima B-vitaminov, pa to, ne? Naravno, ne. Ali pa ženske mi rečejo, da želijo, da jim prsi zrastejo. Ja, take. Pa človek sodoben najde vedno kakšen izgovor, da si ustvari en užitek, ampak to je čist začasna zadeva, se pravi, stvari so bolj komplicirane. Evo ga, takole, že smo se dotaknili hrane, zdaj smo že pri navadah, torej pivo bomo dali ven, ne? Ja, tako je. Pivo, veš, ljudje, ki pijajo veliko piva, imajo pol pivski trebušček. Ravno zaradi tega, zaradi plinov, ki se tvorijo, ker to čist poruši ravnovesje bakterij v našem črevesju in dejansko se potem, pač imajo pivski trebušček in takoj, ko nehajo, poznam nekaj ljudi, ki so zaradi drugih zdravstvenih razlogov morali nehati piti alkohol, seveda ta prvo je letelo pivo ven. V enem mesecu je tisti človek bil spremenjen, v 3 mesecih ga nisem več prepoznala. Ne samo, da je trebušček zginil, ampak tudi cela zabuhlost telesa je izginila, obraza in glas se mu je spremenil. Tako da res alkohol in pa te pivo, recimo, to res ni primerno. Tako da tudi pri hrani pazimo. Takrat je res trenutek za zeleno listnato zelenjavo, pozimi jo malo bolj kuhamo, dušimo, poleti lahko tudi kaj surovega in s tem hranimo svoje bakterije in odvzamemo. Govorili smo prej, omenili smo recimo glivice na nohtih, na rokah in tako naprej. Obstaja 1001 recept, kako pa iz soda bikarbono, pa iz meto, pa z kisom in pa ne vem kaj še vse, pa origanovo olje. Ali je to vse kaplja v morje? Glede na to, kaj je treba narediti, verjetno konkretne spremembe v prehrani? Ja, v bistvu je to sestavni del, to je en delček celotne terapije, ki jo mi izvajamo. Ni pa dovolj? Ni dovolj, absolutno ni dovolj. Kot je gospa rekla, v bistvu je dejansko tako, da moramo notranje zdraviti težave, ker to, ko se pojavi že od zunaj, to pomeni, da je znotraj nas že nastala konkretna sprememba.
In v bistvu stvar v tem, da mi si lahko pomagamo tudi zunanje, da si pozdravimo, dodamo, ne vem, vzajemo kokosovo maščobo, potem tudi lahko zmešamo probiotike in potem se s tem namažemo, lahko tudi vaginalno, v smislu, če tam imamo kakšno vaginalno okužbo na enak način. Lahko, ne vem, delamo tudi te sedeče kupeli, sodo bikarbono, če imamo vaginalno vnetje, dodamo origanovo olje eterično, tudi v kokosovo maščobo, lahko je, ne vem, eterično olje čajevca, vse to nekako malo pomaga. Ampak se pravi, glavna stvar je v bistvu, da mi res spremenimo in prehrano, ampak tudi recimo, da se podpremo na tej psihični ravni, ker kandida res telo zelo močno poškoduje v tem nevrološkem smislu. Tako da zaradi tega tudi nastanejo psihične težave, tudi motnje različnega tega tipa, zaradi tega tudi nevrološke bolezni, ki jih nekako s tem lahko povežemo. So različne rastline, ki pomagajo. Jaz vedno tudi svetujem gurmar, zaradi tega, ker resnično spremeni kandido v normalno obliko, zmanjša željo po sladkem, ful dobra ajurvedska rastlina. Ampak dobro je, da tudi pojemo dosti probiotikov, ker probiotiki so ključni, ker je v tem trenutku, ko imamo mi razbohoteno kandido, iglivice, imamo premalo koristnih bakterij. To je zagotovo. Ker kot sem rekla, res se tepejo med sabo za to, da dobijo čim več hranilnih snovi in potem, če glivice prevladajo, potem se res začnejo razmnoževati. Brala sem, da dejansko, mislim, meni osebno je to strašljivo, dobesedno, ker imam občutek, da berem neke paranormalne pojave, eksorcizem, obsedenosti, da dejansko je lahko človek agresiven in popadljiv in živčen, nervozen. In da to sploh ni on, ampak da so to glivice in slabe bakterije. A je to res? Ja, One res je. požrejo vso hrano, ki je namenjena možganu in razvoju živčevja. Res je. Vse, kar je tistih tudi dobrih sladkorjev, olja, vse, kar smo namenili vitaminov, kar smo namenili razvoju svojih možgan, živčevju, to popapa kandida. Nam pa da, ker je vesela te hrane, nam pa da tiste svoje izločke, je potem še slabše. 10-odstotni človek je knjiga, ki dejansko govori tudi o tem, da pa se pravzaprav imamo mi neprimerljivo več bakterij kot celic. Res je. Se pravi, smo bolj bakterija kot človek. Na dveh nogah, ja. Ja, res je. Ojoj. Samo so manjše so po svoji velikosti, ampak dejansko jih je več in zaradi tega to ravnovesje, ta simbioza mora obstajati. Če tega ni, ampak danes se zavedamo, kako živimo, smo res odmaknjeni od naravnih principov življenja in to nas res stane. In zaradi tega imamo toliko težav, smo hitro zastrupljeni, poruši se to ravnovesje, ni dobre komunikacije celične, nismo dosti nahranjeni, prebava ne deluje optimalno, absorpcije ni dovolj. Tukaj se začnejo stvari in zaradi tega gremo od osnove. Poštivamo prehrano in tukaj predvsem jaz poudarjam, da je treba res dati stran vse, kar je problematično, ne samo sladkorji, ker ni res, da se kandida hrani samo od sladkorja, tudi vso ostalo hrano ona popapa. Tako da v bistvu tudi te diete, ki jih ponavadi svetujejo, recimo, da greš, ne vem, na bioresonanco, pa ti vedno najdejo nekako, da imaš težave s kandido, takrat ti svetujejo, ne vem, ogromno zelenjave, pa ogromno beljakovin ti svetujejo. To pa avtomatično pomeni, da tudi če preveč beljakovin poješ, takrat boš ustvarjal bolj kislo okolje, ker so to kisli produkti v telesu. Torej stran živalski izdelki. Tako, jaz osebno, ko jaz svetujem dieto, jaz sem tudi sestavila dieto, ki je čisto popolnoma rastlinskega tipa in funkcionira v praksi, ampak točno moramo vedeti, kaj, kako, na kakšen način to užijamo. To ne pomeni procesirane ogljikovih hidratov. Več torej na klepet@kavi.si. Vse to, kar zdaj Jelena pripravila, vam je krasno in čudovito, pa seveda tudi Marija. Ko sem bila v Kaliforniji, sem spoznala nekoga, ki je imel precej težave s schizofrenijo, pa nekaj časa z bipolarno motnjo in tako naprej. In mi je razlagal, kako so zahtevali od njega kakec, ki so ga potem pregledali in dejansko je psihiater v Kaliforniji njega zdravil s probiotiki. Tako je. Ja? To sem tudi jaz velikokrat slišala. Probiotiki, potem prehranski dodatki v obliki vitaminov in mineralov. To je spet razkisanje. Ja. Tako da, ja, tako tudi pomagajo otrokom s temi motnjami avtizma. Tako je, res je, ja.
In vse sorte tem psihičnimi motnjami zelo pomagajo na ta način, jim izboljšajo stanje. Nekateri se lahko celo vrnejo v šolo. V glavnem, to je čist neverjetno. V zadnjih 20 letih so to izsledki. Pa hiperaktivnost recimo tudi pri otrocih. Hiperaktivnost je zelo stvar. Ker moramo vedeti, da nekateri izločki, ki jih kandida spušča v naše telo, so zelo hudi nevrotoksini. Tako je. In to kar pozabimo, ne? Mi samo slišimo besedo toksin, aha, to je nekaj strupenega, ne vemo pa, kako to deluje. Dejansko so to živčni strupi. In res jo je treba omejiti na njeno mesto. Torej, ne bo šlo samo z nekim prehranskim dopolnilom, ne bo šlo samo, da boste spili kakšen kozarec kaj zelenega, ali pa, ne vem, se namazali s čim, treba je torej vse. Torej, spremeniti prehrano, ali bolj alkalno, ne? V bistvu tudi delati na čiščenju telesa, se pravi, da se odstranijo tisti strupi, nahrani telo s pravo hrano, nič tudi tega posebej mleka, tudi mlečnih izdelkov, tudi recimo glutenska žita so tudi problematična, vse, kar je fermentirano, alkohol, tudi recimo ogromno živil živalskega izvora, ker so ustvarjali bolj kislo okolje, gobe so tudi lahko problem, ker res je ta trigger. Tudi če ni recimo prisotna fermentacija, lahko nekaj, kar vsebuje te posebne snovi, ki jih itak najdemo v samih glivah, tako da glivicah v bistvu dejansko tudi stimulirajo razraščanje tisti, ki so v našem telesu. Pazite tu treba, da tudi znižamo ta raven stresa, da se res na pravi način tudi regeneriramo. Več zraka verjetno. Čokolada je tudi problem. To marsikdo tega ne ve, ampak dejansko čokolada ne nastaja kar tako, vzamemo, ne vem, zrno kakao, potem zmeljemo pa takole. Nastaja procesom fermentacije. Kakaovo zrno se fermentira s pomočjo glivic in potem nastane čokolada. V bistvu iz tega se pol uporablja za nastanek. Tako da tudi v tem primeru se je treba tudi izogibati čokoladi, če želimo rešiti tudi težave z glivicami. In tale trenutek so vse gledalke prestavile, vzele so daljinc, pa so rekle, tale Jelena o nam govorila, da ne smemo čokolado jesti. Pa kaj si pa misli, da je? Evo jo! Začasno, rečemo začasno. Dobro, začasno. Obstajajo tudi bolj zdrave oblike, ne? Recimo sama pri sebi sem to rešila z 6 datli na dan. Datlji so res sladki, ampak jim vsebujejo ogromno mineralov. In zato je to tako popolno sladilo. Jaz tudi marmelado delam z dateljni, pa jih dam za samo 1/4 količine predpisanega sladkorja, pa dobim glitko sladko marmelado, ker ta nekako ojača sladek okus, zato so tako fajn in nas res zadovoljijo popolnoma. Potem pač delamo lahko tudi kompote iz suhega sadja, ki smo ga posušili jeseni, ampak zdaj smo prestrašili ljudi. Aha, v redu. Mogoče pa je za začetek treba realno pogledati vse tiste simptome, koliko so prisotni pri nas. Je v bistvu takole. Treba vedeti, kje smo, v kateri smo fazi. Vedno to pri teh neravnovesjih. Se pravi, smo disciplinirali nekaj časa, dokler ne pridemo v ravnovesje, pa potem sem pa tja, če pojemo kakšno stvar, ki ni najbolj optimalna, ni tak problem. Ampak dokler je ta akutna faza ali če je tudi kronična faza, moramo nekaj narediti, ene malo večje spremembe in to je mogoče marsikoga strah, ampak ko vidi na začetku, da že po tednu, 2 tednih so tako dobri rezultati, da je energija boljša, da dobi motivacijo, ne? Dobimo motivacijo, seveda. Kaj pa antibiotiki? Problem, ogromen, ja. Res, to je dejansko to, kar sem tudi prej rekla. Vse, kar uničuje naše bakterije, daje prednost glivicam. In pač tako je tudi pri antibiotikih. Res dejansko uničijo dobro mikrobioto. Ampak, Marija, antibiotiki so danes v hrani, v vodi? Ja, to je tudi velik problem, še posebej v živilih živalskega izvora. Vedno najdemo tudi antibiotike in pa hormone. To je čeprav v sledovih, ampak če to uživamo vsak dan, se to kopiči, ne gre tako hitro ven. In pa že tista majhna količina poruši ravnovesje bakterij v črevesju. Tako da že zaradi tega bi bilo bolj smotrno uživati hrano rastlinskega izvora in se izogniti hrani živalskega izvora. In pa tudi rastlinska hrana vsebuje manj konzervansov. Tako da konzervansi so torej na kakšen način povezani? Konzervansi v živilih, v konzervirani hrani preprečijo razvoj bakterij.
In se pravi, če preprečijo v tisti konzervi ali pa v, ne vem, klobasi, potem isto delajo tudi v našem telesu. Omejijo tudi naše bakterije v črevesju. In seveda, ker glivice niso občutljive na te konzervanse, jim dajo življenjski prostor. Tako da se moramo zavedati, moramo dobro vedeti, kaj jemo in kaj ta hrana počne v telesu. Če vendarle antibiotiki, če jih vendarle moramo uživati zaradi takih in drugačnih razlogov, kdaj bi bil potem primeren čas, na kakšen način lahko mi to popravimo? Ker jaz sem prisluhnila eni primerjavi, da antibiotik je kot atomska bomba, dejansko vse poruši. Za nekoga, recimo, ki ne bo spreminjal svoje prehrane, ampak bo nadaljeval po starem, tudi po antibiotični kuri so včasih nepopravljiva škoda nastane, oziroma lahko se vse na eni točki regenerira, ampak načeloma to lahko pelje v hudo bolezensko stanje. Ravno iz tega razloga, ker če nite optimalnega tega ravnovesja med koristnimi bakterijami, tistimi, ki so mogoče škodljive, paraziti in tako dalje, tistimi patogenimi organizmi, takrat res imamo težave in to nekaj časa telo lahko to vzdržuje, to stanje, da nekako preživimo, ampak se bo pokazalo nekje kot kakšna bolezen in nažalost današnja sodobna medicina ne povezuje teh stvari eno z drugim. Kandido priznajo in ne zdravijo s tistimi protikandidnimi tudi tabletami oziroma antimikotiki, takrat, ko je sistemska kandida, ko res zaznajo povsod v telesu, kar je res že res alarm se vklopi takrat in velik problem so ravno tisti antimikotiki, ker v bistvu oni pobijo tudi tiste glivice, ki so v telesu, ampak jih ne spravijo stran iz telesa, tudi z vsemi temi odpadnimi snovmi. To pa je tak strup za telo, da je to neverjetno. Tako da moramo delovati res bolj holistično, bolj naravno. Se pravi, več dobrih bakterij za življenje, to so torej probiotiki. Se pravi, grem v trgovino in vzamem en jogurt iz police, ga pojem vsak večer en jogurt in bo okej, ne? Ne bo, prvič jogurta ni dobro jaz zvečer. Res ne. Drugič pa, to je mnogo premalo. Tam noter je mogoče 1, 2, največ 3 sevi bakterij in pa tam se je zgodila neka fermentacija in to okolje bo prej koristilo kandidi, kot pa jo pregnalo. Ampak recimo včasih sem jaz opazila v trgovini, je bil blizu roka, pa je kar malo napihnil se jogurt. Tega zdaj ni več, ne? Ja, zdaj tako, osebno jogurtov, tistih klasičnih živalskih, jaz ne jem že več kot 8 let, tako da ne vem, kako to izgledajo trenutno. Ampak a dobimo dovolj probiotikov? Ne, absolutno ne. Ker na kakšnih jogurtih piše, da so? Ja, piše, da so probiotični, ampak tudi gospa Marija rekla dejansko, da to je tako, to je premalje tam teh kultur. Ker če ti hočeš narediti spremembo v telesu, tudi da spet dobiš prave kolonije bakterijske, ki nas varujejo, ti moraš zaužiti ogromne količine bakterij, ker v bistvu ti mogoče nekaj dni tudi ješ ali si začneš kakšno probiotično kuro, ne sme trajati samo nekaj dni, mora trajati malo dlje časa, naj to 1 mesec, 2 meseca, 3 mesece, da se res naselijo tiste kolonije, ker če preveč na eni strani glivic, patogenih organizmov in premalo teh bakterij, enostavno se one ne bojo mogle razmnožiti. Torej tisto ravnovesje. Evo, še bomo nadaljevali tale pogovor, sicer pa kot zanimivost v dolini Hunza, kjer uživajo več kot 100 vrst različnih zelenjave in sadja in tako naprej, imajo tudi najbolj raznovrstne bakterije, ki so seveda dobre. Zanimivo, kaj ne?